razcapanimi kavbojkami okoli gležnjev sedim na straniščni školjki in igram na violino. Na keramični ploščici pod mojo boso desno nogo je razpoka v obliki pajka. Kliše, vem. Mogoče si malo želim, da bi bila pijana. Potem bi veljala za vzorno gospodinjo. Pa nisem. Niti pijana, še manj vzorna. Samo majčkeno besna. In kadar sem besna, počnem takšne stvari, da bi razbesnela še njega. Včasih na primer gola obešam perilo na balkonu. Ne danes, ker dežuje. 15 minut sem sama z Vivaldijem, nato dobiva v stanovanju družbo. Pianissimo. Furaš safer namesto, da bi kuhala. Ljubi možek, bi se najedel gob. Ljubica, zaradi tebe vse. Te male hudomušne opaske skozi straniščna vrata. Oblečem se. Z lokom ugasnem luč v kopalnici. Pospravim violino. Trdo se mu usedem na ročje, ko obsedi v fotelju. Še vedno sem jezna. Postaral se je. Saj sem videla že včeraj, ampak me je znova zadelo. In shujšal je. Najbolj pa me razjari to, da je malo prej dejansko igral na odru, jaz pa na sekretu. Ampak tisto hišo ne stopim nikoli več. Težka si. Namestim se še bolj neprijetno. S koščeno trtico se mu zarenem v bedra. Razume. Pri hudiču spet razume. Znorela bom, če me ne bo enkrat poslal k vragu. Si kaj jedla? Ti kaj pripravim? Prosim, s strihninom. Odkimam. In ga zlobno gledam v obraz svojimi očmi zelenim pitonim vzorcem. Stekleno me gleda nazaj svojimi veveričimi očmi. Objamem ga tako, da ga skoraj zadušim in pordel pogled zakoplja mehke rjave lase. In sem kot na gugalnici. Zibava se na široki, varni elastiki. Vse je v redu, vse bo v redu, slišiš? Poboža me po trzajočih ramenih in poljubi na vrh glave. Čez kakšne pol ure me bo odnesel hladno posteljo in pokril. Jutri bo 101. dan, odkar sem bila zadnjič zunaj najinega majhnega stanovanja nad Ljubljano. 102. mu mora prekipeti. Naj gre in me pusti, da doigram.